Živijo Anže Tomič. Kdo si in kaj počneš? Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Jaz sem še vedno Gašper Bergant, ki trenutno ne počnem kaj dosti, zato ker sem nastopu ni, jih ne bo in treba se bo preusmeriti. Takoj, treba se bo preusmeriti. Pivat temu rečejo startupi, stari. Ja. Tako da kaj bo startup Gašper Bergant, pa kaj bo pivota, ajde. Mislim, jaz sem tak menda znan kot človek idej, ki jih nikoli ne izvede. Všeč mi je bil ta menda. Ja, menda, moraš dodati. Ne smeš sebe preveč zaničevati, ker drugače je pol Žan Papič. Ne, pač različne stvari gledam. Malo sem začel kmetovati, imam zdaj zajce, pa pišete se zvalili že Wow. eni. Še ta tretja bom najbrž naštimal. A veš, a je moški ali ženska takoj? A znaš pogledati? Ne vem, je to od sorte odvisno, ampak da se pogledati unik firme, ki to delajo, ki vali jajca. Ja. To imajo ljudi, ki pogledajo perje, veš, pogledaš krila in če ima eno perje več, je petelinček. In ga fukneš direkt noter v mlin, da ga zmele. Res, ne zajma se, pač tako je. Ni treba, to so se enkrat že menile, ni treba. Ja, ok, redo. Je pač naredi, pa štejete pol ven. Živjo, Gašper. Živjo še enkrat. Kdo sem in kaj počnem? Razmišljam stvari, ki jih drugi ne razmišljajo. Očitno. Ne veš, kaj gruntam, malo dropshipping gledam, Ja. pa kmetijstvo. A to, da bo povezan nekako, ali je dropshipping bo en Ne, biznis, kmetijstvo pa drug Ne, biznis? dropshipping, zdaj se samo malo si gledam okoli tega. Okay. Ta bullshit, kaj folk kupuje, pa kako imaš reklame zasnovati, Ja. pa te stvari, kmetijstvo gledam pač iz osebnih razlogov, ki ne bi rad v mestu živel. Po drugi strani je pa katastrofa, karkoli zdaj se lotiti na novo. Ja. Ker jaz sem delih semena z enim, ki evropske sredstva rihta. Če naprimer kupiš kmetije, si ne moreš takoj menda za te evropske sredstva prijaviti, zato ker moraš nekaj časa, nekaj delati, da imaš pol nek dokaz, kam greš, pa bla, bla, bla. Ja. Če pa podeduješ, če pa druge podedovali ne bomo. Tako da je treba pol nekaj vzeti, ker ni prevelik finančni zalogaj, pa da si trg ustvariš, veš. Ja. Ampak, a ti pol bi nazaj v Savinjski bil, ali ti je vseeno, kje bi bil? Zdaj, ki si iz Luč, zdaj si šel v Ljubljano, zdaj pa če boš imel kmetijo, boš šel nazaj v domače kraje? Veš kaj, v domačih krajih bolj težko. Aha. Zato, ker tudi realno ni nič, niti ni tukaj na prodaj, niti mislim, da bo še 20 let preden bojo ljudje ugotovili, da če si star 18 let pa še kar kmetuješ, to ni najboljš. A misliš, da ti boš to ponotranil in ko boš ti 80, boš pa nehal kmetovati? Ne, jaz mislim, ni variante, ni variante. Ti se moraš umakniti. Jaz sem veš, da sem včeraj gledal mediatorje v Nemčiji, ki na kmetijah pomagajo ljudem, ki so skregani. Večinoma je to je vse splošen primer po svetu, da so starši, ko prodajo kmetije, recimo, še vedno tam. In predstavljaj si to, ti imaš pol svoje otroke, imaš 3 generacije ljudi, večinoma imaš te starše, ki veš, da se ne mora umakniti čist. Če vse po sreči, že živiš v isti bajti, in pol zato se jih toliko bes. Okay, ni treba. Ne, samo ti moraš gledati, da večina samomorov se zgodi na podeželju in to je razumljivo, ker to je neverjetno, ljudje živijo skupaj in se sovražijo, kamor ne morejo iti. Ti si investiral svoj čas, celo svoje življenje v neko kmetijo, pol ugotoviš, da itak nikamor ne greš, živiš z ljudmi, ki jih ne maraš, morati si še v dolgovih, zato ker si se odločil narediti hlev za kure.
In ti ne prosta, a veš, in nimajo nobene pomoči, Ja. nikjer z nobenim se ne more pogovarjati, ker greh sosedu, da bi se pomenil in sosed mi reče, jaz imam iste probleme in istih ne znam rešiti. In pol se en obesen, čez en teden še ta drug sosed, ki ima iste probleme. Grozno Kaj je. ti mediatorji pol delajo, to razlož? Ja. Objektivno probaj v večini primerov starše izseliti iz kmetij. Aha, da ni več. Ali pa se zmeniti, zato ker stari ti imaš enega rabiš, ki ti uniči življenje, zato imaš rečemo enega fotra, ki ti skozi svetuje, kako moraš narediti. Ja, okay, ja. In se ti zmeša, ker ti ne moreš, ker to je posel, ti ne moreš predstavljaj si, da bi kjerkoli posel delaš, da ti fotor ali pa mat zraven govori, kako si se narobe lotil 24 ur in popriješ domov in je spet v isti bajti isti človek in te še pri večerji pizdolira. Ne gre. Ja, ok. Pa to je dobra poanta, da to je biznis, ne? To ni vrtičkanje. To je biznis. Pač. Ni vrtičkanje. Ja. To je, mislim, moraš denar obračati, moraš obračati profit in trenutnega je zelo težko. Ja. Zelo težko, stari moj. Ljudje, jaz sem se dele menil s tremi, ki imajo bike, bojo opustili kmetovanje. In to so ljudje, ki imajo po 50 bikov. Kva? Ker se ne splača. Ker zaslužiš povprečno 50 centov ali pa evrov na dan z enim bikom, recimo. Ja. Stane pa več. Model ti račune, kupil si ga za 500 evrov, če si imel srečo, ga redil še eno leto ali pa leto pa pol in pol si zaslužil trenutno 2,60 evra, 2,70 na kilo klavne teže in ko stroške odšteješ, ti ostane 100 evrov. Ja, ok. Mislim, to je realno in ti Ja. prešičereje čist v franže šla zelenjavo delati, se ful fajn čuje, ampak pol to prodati je pa drugo. Ja. In je težko je za njih stari. Les nima nobene cene, nič. Ja. Se pravi, pol, če te prav razumem, boš bolj dropshipping delal, kot kmetoval. Ja, mislim, marš imeti nek zihr biznis, pa mislim, da je dropshipping zihr. Ja, ampak mislim, to smo... Ne, to je to. Jaz To je sam to. gledam zdaj to, nisem še nič naredil, Ja. ampak nek biznis bo treba pogruntati, ker smo dobili vsaj ljudje, ki delamo, dajmo temu reči, v kulturi, Ja. čeprav Janša bi temu zih rekel, da ne. Zadnjič sem videl od pižame tweet, ki se je obregnil JJ ob to, kaj je Dolenski muzej, kako je... Ja, pred našim štetjem, ja. Ki je tako, ti se s tem ukvarjaš, res. S tem se ukvarjaš, to ne moreš verjeti. Ja, ti si res noro, da človek si vzame čas to sploh napisati. Čas za to. Ja, to je res. Mislim, jaz ne vem, kdaj bo desnica dojela, da bi bilo brez njega 5% več glasov na volitvah. Okay, to močne besede, ampak redo. Ej, garant, jaz prihajam iz desničarskega okolja in ti povem, da so ljudje nad njemu izgubili vse zaupanje. Že prej. Zdaj pa sploh. Zdaj pa sploh. Ja. In on je najslabši PR-ovc za sebe. A te lahko samo enostavno vprašam? Ja. Ker si naredil tak brutalen segway iz kmetov, ki ne morejo zaslužiti, kar se strinjam, da je res kar bedo resnic. A lahko samo pol vprašam, ti kot kulturnika, ne? A veš, Ja. Kdaj misliš, da boš lahko dejansko nazaj nastopil? Pa vem, da je to ful nehvaležno vprašanje, ker niti ti, niti jaz nisva epidemiologa, da bi lahko te stvari napovedala, ne? Ampak načeloma, kaj misliš, da boš nazaj pred folkom? Ko se bomo vsi odločili, da lahko stari starši grejo na drug svet. Noben ne ve. Ja. Res je, menim se zdravniki, kar na redni bazi, ki jih par poznam. Moje mnenje je tle, bom ranjen, nič uredno. Ja. Ampak, kolikor sem se menil z njimi, je tako, da smrtnost je menda dosti manjša, kot so predvidevali. Razen pri unih, ki itak so na smrt že obsojeni. Fajn bi bilo, da se dejansko prekuži populacija,
Ja. Ful se jezni do zdravnikov, da se tudi, če naredi cepivo, se 80% ljudi ni pripravljenih cepiti. Ja, to je. Se to že pri gripi vidiš, kako je, stari. To je nonsens, to je res nonsens. Res. Kaj se veš, vse so zdaj pametni, pa vejo vse, 24 ur gledajo 24 ur in vsi vejo vse. Ja, itak. Ko noben ne ve nič. Ja, to je res. Še doktorji so zmedeni, Ne, sam je noro je, koliko ljudi... ti rečem, je bullshit. Ja, mislim, noro je, koliko ljudi je dejansko, kako bi rekel, koliko ljudi je dejansko epidemiologov ratal, tako reč čez noč. Pa se mi zdi, da prvič je ta scena, veš, kaj ponavadi imaš te, ki so selektorji, ne? Pa če je kakšna kriza, veš, glede nečesa se vsak neki ve, ne? Kle se mi zdi, da je pa to še tako, je pa še neka nova komponenta, no? Zraven, ker je pač ta zdravje. Super timing je bil s 5G. Ne, sploh ne z mano začeto 5G, res. Ne, se nisem mislil, super timing je za conspiracy theories. Ja, okej, to je pa res, ja. To mislim. To je res, to se strinjam, ja. In jaz ti rečem, da Facebook ima dejanski problem. Ja, a bejš? Dejanski, full velik problem ima, ker jaz redko kdaj grem na njega, ampak ko pa grem, je pa to tak shit show, da verjetno moč. Ja. Mislim, to je nor, kaj se... Ja. Pa jaz sem čist za svobodo govora, pa vse, ampak... Pa se to nima veze svobodo govora, stari. Mislim, nepreverjene informacije se totalno... In zdaj jaz sem menil sem se, da na LinkedInu vse zdaj, ki se pri pameti gledajo novice, ki so unbiased, kao. LinkedIn, končno. Ja, mislim, neverjetno. Ja, Facebook je pa res, ta shit show je kar reda. Ja. Shit show je, mislim, cirkus je rado. Ja, čisti. Mislim, veš kaj ti mi rekel, Facebook je rado kot socialno mrežje je kot Tiger King socialnega mrežja Facebook. It's a shit show. Yeah. Preden pridemo do Tiger Kinga, še ena stvar, to, kar si omenil 5G, ki jaz vam pa res, veš kaj fora, se mi zdi, da od vseh teh teorij zarot, ne, ta je meni blizu, ker pač tehnologiji dosti pišem, pa to ne. Veš, in ne morem reči, če se ljudje ukvarjajo. Tako res, ne vem več, točno to, in pa greš na Facebook in take stvari vidiš. Pa sploh ne govorimo o teh ekstremih, to oni Angleži pa Nizozemci, ki so kurali, veš, bazne postave, pač. Ti si en spektar, ampak koliko enega folka je sam tako, raj ne, kaj pa to neki seva. Ampak kaj, da mi na hiter kot like, ti razložiš 5G. To je tako kot 2G, 3G, 4G, pa 5G, sam druge frekvence so. Pač efektivno. Efektivno je bolj. Ja, pa tudi ne čist. Ok, no da igra, 5G... Ne, ker se to, ker to je bilo... Za vse geje, dajmo reči. Ja. No fun intended. Ja, okay. Je bilo isti bolj kot nek conspiracy. Ja, vedno je neki, jaz ne vem, ampak ta 5G je res nekako, se mi zdi, nek nov veter v jadra dobu, se mi zdi, a ne, da je bolj kadarkoli prej se je to zgodilo. Drugače pa fora o temu, da, veš, kaj je ta geja, ne? Včasih sploh ni šlo toliko za spremembo same tehnologije, kakor samo na kakšen način se podatki pošiljajo po luftu. Yeah. A štekaš? In zato je tudi 5G, v bistvu, čemur lahko ti rečeš 5G, je v bistvu samo en tak malo bolj advanced 4G, v resnici to zdaj ful posplošujem, ne? Se vem, se zato pa je pa ena stvar, ki se mi zdi pa ljudi najbolj iritira, te lunije, ki to verjamejo, se pa nekaj, ki se reče millimeter wave 5G. To je pa tisti, ki je v bistvu na res malo višjih frekvencah, ne? Ampak to, da je višja frekvenca, ne, je kvečemu kontraargument, ker če je višja, ki je frekvenca, čez manj stvari lahko gre. In ti to, ta 5G, ne, millimeter wave, tako pa ostal. A štekaš? Čez nobeno steno ne gre. In zaradi tega, če hočeš ti s tem pokriti nek področje, ne, rabaš ful več postaj. Razumeš, zaradi tega, ker pač, a ne, to greš za vogal, greš, pa ne pride več signal do tebe, a ne. Ampak tisto, kar je pa nonsens, je, da teh frekvence do zdaj ben ni dotikal, ker
ker so dosti useless, razen če ti tako res milijarde in milijarde investiraš, da boš pokril nekako mesto s tem. Pa še takrat je to pač zelo vprašljivo, kako bo dejansko delovalo. To dobesedno pomeni, da mora biti vsaki luči antena. Tem ljudem se bo zmešal. Znaš, te, ki mislijo, da te to kura. Ampak te v resnici ne, ker vse te frekvence so po dnevni svetlobi. Efektivno je bolj škodljiva, velike narekovaje delam, bolj škodljiva dnevna svetloba, karkoli od tega. Tam, kar res to rata, je gamma, veš, radiation, ne? To je pa na kontrastrani od dnevne svetlobe. Ne? Tam je weird, ampak to moraš iti v vesolje, stari. Mislim, da to fašeš. Pač. Mislim, da si spustil najbolj pomemben del in dokaz, da ptiči padajo iz neba. Ki mimo grede vedno padajo iz neba, zato ker če sem pa tja za jadro noter v vremenske razmere, ki jih pobijajo, tudi žabe pade iz neba, ki jih kdaj kak tornado zajame. Ampak v zadnjem sem jaz videl lih na temu shit show Facebooku. Shitbook bomo zdaj rekli. So bile 3 slike. Ene so bile flamingoto, ki si mimo grede bili plastični. Neka montaža slike je bila, pa je bila ena ki sploh nisi meni je izgledala kot povožene žabe, ampak so kao ptiči in pa še neki kvazi ptiči, kao na Nizozemskem so začeli ptiči padati dol. In vse to šere in tako, pizda, jaz nisem niti rešiširal, pa vidim po slikah, da ne štima neki, ne? Da so plastični ptiči pičkavo materno, stari. Ampak to je vedno ti vse svetuje in pa vse veje. Folk, veš kaj je največji problem? Folk že pred tem korona sranje je imel preveč sajta. Ja, jaz tudi mislim, da je to dejansko ful velika komponenta tega. Če imaš sajt biti na netu. Pač. Jaz sem bil model, jaz sem uspel, še prednje je bila ta, kako bi rekel, prednje je bila ta karantena uvedena, sem je že 1 teden, 2 tedna prej šel na podeželje, ker sem vedel, da bo. In jaz sem totalno se izklopil od novic. Jaz pa nisem vedel, da karantena obstaja. Ker sem se od novic čist ven dal, ker če hočeš lahko na TV3 vsak dan gledaš kacina, ki miri folk. Ne, to je drugače. Sorry, no, ena stvar je tako medijska pismenost, da ti pač prepoznaš, ne, tako, tudi plastične ptiče v končni fazi, to je ena komponenta, ampak druga je pa tudi ta, ne, da efektivno ti, če češ, si lahko non-stop preklopljen na nek vir informacije. Ne. In tako mi nismo narejeni v resnici. Ne. Ti nisi narejen, da procesiraš toliko informacij ali pa toliko stavkov, recimo, ki jih jaz zdaj. Enostavno nisi. Ti si nared za 3-4 informacije na dan, ki jih lahko skenlaš, vse ostale, pa blablabla. Točno to, ja. Ne, in je to, da si se pač odklopil, razumeš, dejansko lahko čist blagodejno vpliva. Ne. Če bi si Jaz sem ful boljše vole bil stari, pa shujšel sem, pa se pozna, Gašper, se pozna. Hvala. Vse sem dal 5-6 kil dol, zdaj hočem še 5 kil dati dol. Mimo grede Papič je predlagal, da bi zdaj začela trenirati, pa da naredimo reklamo za trenerje, pa za Naju 2. Yeah. To je njegova ideja. In jaz sem totalno za, ampak se za njega bojim. Ker jaz sem zdaj kar v res dobri kondiciji, kljub temu, da sem še debil. Ja. On je pa v katastrofalni kondiciji. Se pravi, tebe je strah, da ga boš ubil s telovadbo. Dobesedno me je strah in to javno povem, ni me sram povedati, da izgleda, da ga bo kap. Kljub temu, da je že nekaj shujšel, ki ga imaš na mikrofonu, mislim, na slušalkah poslušaš, pa prek mobitela čuješ, da je en sesavc od zade v klopu. Dej, pa povej za Fejmiče, no? To je... Kaj je ideja za Fejmiči, ki se mi zdi ni glih iztekla zaradi samoizolacije, ne?
Ne, veš kaj je fora? Ideja Famiča je, da bi imeli goste, ki hoče biti famous, ali pa so famous. Ja. Ali pa mislijo, da so famous. Ali pa mi dva mislimo, da bi lahko bili. Vse ni važno. Ja, okay, razumem. Važno je, da imamo kaj gosta. Ampak pol je prišlo do tega, da pač nimamo več gosta trenutno. Ja. Za dva razloga sta. Ena je korona, druga je to, da je že težko se s papi že zmeniti, v kateri uri. To je star neto men govoriti. To je, Ja. ta scheduling, pa to je. Ja, to je katastrofa. Čisto razumem Bill Burra, pa Delije, ki dela iz sami. Ja, ki so raj sami za majkom. Ne. Ja. A raj greš ta riziko, da se ti bo dejansko zmešalo, ker boš začel misliti, da je to normalno, da se 1 uro v majk sam pogovarjaš, Ja. pa to, da se ti meša, zato ker se moraš gosti prilagoditi časovno. Ja. Plus to, da nisem zares prepričan, ali bo zanimiva epizoda, ne. Zdaj smo v glavnem nadaljavo. Ja. Bili smo zmenjeni, da bomo začeli snemati midva preko Skypa. Ja. In seveda je Papič nekaj prišlo vmes. Tako da ta teden bo še brez slike. Drug teden Pa naj bi bila slika. Pa naj bi bila slika. Ok, odlično. Srčno upam, da bo. Ni od mene odvisna, pa od kapitana, pa Ja. predvsem od... Verjem. Veliko gre lahko narobe, Gašper. Veliko. Ampak ja, ne, pač. Drugače pa ne vem, zdaj najbrž bomo še imeli goste, ampak na vsako drugo vdajo. To je pametno, star. To je pametno. Ja, Če lahko zvosta, jaz ti priporočam, da nimaš gosta, stari. Ja, Ali pa na vsake toliko časa. Na vsake toliko časa, plus to, da večinsko, ki so ljudje pisali, je bilo mnenje, da jih ne rabimo. Ok, pa to je legit feedback, stari, veš? Legit feedback je, Ja. ampak je pa tak, moraš se pol pripraviti vsak teden. A pri gostu pa ne, ali kaj? Pri gostu pa računaš, da bo on govoril, ali kaj? Večinoma, ja. Vse včasih se pripraviš, ampak... Ja, ok. Najboljše mi je pa to, da smo zdaj, ki smo imeli par kvazi političnih tem, pa ne brž več, koliko sem jaz političen oziroma apolitičen. Ja. En desničar se na naj spravlja. Aha, masta že fene, torej. Mama fene, ki niso dojeli koncepta Twitterja, da si omejen znakovno, Ja. ker pri YouTubeu pod komentarji nisi. In en je, to mu pa dam, posluša pa cel podcast, kurba. Ja. In pa skozi popravlja, da smo mi dva resna novinarja zastopiš. Tako, eni ful ne dojame, da to bi naj bil kao comedy podcast, da se mi zdaj bavam, da nič ni resno mišljeno. Ja. En pa misli, da sta CNN. Pač. Ja. No ja, bomo realni, CNN še slabš preveri podatke, kot mi dva. In zdaj, koliko sta jih zdaj naredila? Mislim, da je 13 zdaj, 14. To je zdaj že tako, zdaj bosta že vedela, ali bosta ustrajala ali ne. Ponovadi tam nekje. To je zdaj je perica moment. Ja, zdaj. A rečeš, to je bilo v redu, ne več. Ali pa pač greš naprej. Jaz bom šel naprej. Ok, odlično. Viš, to je lahko tudi v portfolio, ne? Dropshipping, vrtičkanje, kmetovanje, pa podcasti. To je to. Jaz bom šel na Fiverr, pa začel nage slike svoje prodajati za $5. Nekaj bo treba. Koliko ljudi viš, da bi to kupili? Realno. A ti bi na Fiverru nekaj bi napisal? A veš, to imajo, ne, kakšni? Jaz bom po moje začel delati voice-overje, pa take zadeve. Sam da provam, če kdo kupno. Ok, edim prav. Dejansko. Nekaj bom proval, sem gledal voice-over, lahko malo v nemščini, pa v angleščini delam. A ja, celo tako, international. Ja, international. V redu. Or just with the German accent. What a great product. It's so good. No, dej, povej nekaj v nemščini, nemščine še nisem slišal govoriti. Pizda, da mi en stavek, že ful nisem dolgo Daj mi en stavek. Ki se ga moram prej prevesti v glavi. Ja, ok, zdaj reč, jaz sem Gašper Bergant in zdaj le snemam podcast Aparatus. Ajde. Ich bin Kaspar Bergant und bin gerade auf einem Podcast als Gast.
Ok, v redu. Und, V redu. Kaj bi še rekel? Ne vem, Und versuche wieder fließend Deutsch mit meinem Freund Anže Tomic zu sprechen. To, veš, kaj mi je všeč, da ko si rekel Tomič v nemščini, ne, si šel Ja. malo bolj na oski o, ne. Ko dejansko, Tomič. ja, a veš, to dejansko rečejo, ne. Tako da, Ja. to- Jaz sem pa Kaspar Berger. ja. Dobar, Berganci, kar... Če bi bilo tole v nemščini, Ja. wer bist du und was machst du im Leben? Tako bi ti mogel začeti po. Pa sam, wie geht's, wie steht's? Wie geht's, wie steht's, mi je bolj všeč, stari. Ja. Wie geht's, wie steht's, to je to. Veš, to, klej se pokaže moje 4 leta nemščine v srednji šoli. Ja. Ein Haus in Heidelberg. To je, In Heidelberg? ja. Was für ein Haus denn? Ok, nekaj. Eno vprašanje še glede, zdaj, ko smo Nemčija, pa Savinjska dolina, to je vedno tesno povezano, nažalost. Če ne drgati strupli. Škaj me zanima? Luče, ne? Ja. In vse to. Dej sam na hajpi luče malo ljudem, pa te kraje. Tako pa ne, lej, ti bom drugače postavil vprašanje, ker ti ga prvič postavljam in nič ni šlo narobe. Ne? To je dejstvo. A ja, prej, misliš, že ne pol ure, ki smo prej snemali, pa sem že vse v lučeh povedal. Sam ne, škaj me iskreno zanima. Daj mi eno stvar, kamor bi ljudje lošli. Daj mi en hrib, pa eno šterijo. Kaj bi Gašper Rudan rekel? Savinjski, pa da je okoli luč, ne, da naš zdaj Gornjega grada, ki je moja domena. Ne. Tako, Gornjega grada nikoli sploh omenil ne bi, če ne bi ti zdaj rekel. to je nepotreben disk, ker je Gornji grad super, ampak Ja, oziroma mi rečemo Windy City, to je res drugače. Ja, okay. ker stari, kako pa, da tam ni nobenih elektrarn Vetrnih, ja, to je res. Ja. To je res. Ej, sam to, ker smo prej sam na 5G sem nekaj vrnil. Ja. A veš, ki greš po Primorki, ki se prnano se je ena vetrna, pa še una ta druga, Ja. ki je zaradi ornitologov kao... Ja, ptiči umirajo, pa ne smemo imeti. Ptiči umirajo, pa ste ok, umirajo in pogreš na Nizozemske, kjer se povsod in na 100.000 te ptiču povsod. Ampak sej verjame, da jih pobijajo. Treba en sistem najti, da jih ne ubijajo, pa da če jih ubijajo, da te pokliče, da lahko greš iskat za pečenko. Ampak jaz gledam vedno ptiče, kako so se navadili avtoceste. Okay. Enkrat, ko šfora po avtocesti, gledaj, kako so se navadili, ko gre čez avtoceste, se dvignejo in pol gre spet dol. Aha, ok, to nisem. Prav naučili so se, koliko visoko morajo iti, da jih tovornjak ne zbije. Ok, to je a to si zdaj zelo tako, jaz sem to videl, ali si še kje, ali še kdo to? Ne, jaz to opazujem že leta. Kot naravoslovec. Okay. Ja, ok, v redu. Kot zanimivosti lahko tudi še nekaj povem, da naprimer lisica se nauči po zvoku pozicionirati psa, ali je priklenjen ali ne. Čak, to mi pa še, a se pravi, lisica hoče iti kure krast? Recimo, in imaš ti psa? In se ona nauči, če je priklenjena. A da se sliši ketna varianta? A res? Da se sliši, da na isto mesto laja. A ja, pa še to, ja, ok. Ja. Ja, pa se valjda ljudje dajo pol psa zraven kurnika, ne, I guess. Ne. Kje ti živiš? Sorry. Ne, ziban se, mislim, ne dajo. Če bi ti videl, s temi kurami, to je pa ena žival na kmetiji, ki je res najmanj razumljena, pa najbolj zabita in najbolj enostavna za razumeti. Kura je glupa žival. Imaš dve varianti, a jih ogradiš, pa so tam, kjer bi naj bile, in ogradiš tako, da nič ne more noter, ali pa pozabi na vse želje, ki si jih imel, da nekje ne bo skopano, ali pa da ti jih ne bo zmanjkvalo. Aha, ok. In imaš te gospe na kmetijah, ki kure preganjajo iz nezagrajenih vrtov, vsak dan posebej šut, skada kura ve, kaj ti govoriš, zastaviš. Glupa je kot noč. Ja. Jih pa dejansko vidiš tudi na prostem, ne? Ja, v Šiški jih imaš, manj kmetij, ti hodi po cesti. Moj kolega, ki je iz Gornjega grada, mimo grede, je
tudi iz kmetije in je rekel, edinkrat, da sem kuro zbil, je bilo sred Šiške. A to res se zavaš? Res, preletela mu je noter. All right. Ajde, dej, Luče, en hrib, ena oštarija. Zbrat moraš, najljubšega otroka, zbrat moraš, ne zanima me. Mislim, za turista Ja, za turista, ajde. je najlažji hrib tam, da je 2000 Raduha. Okay. Zdaj imaš dve varianti, štartaš iz Luč, pa je po moje 2 uri ali pa 2,5 uri do vrha, ali pa greš na Loko, kar ne svetujem, zato ker pač je neke makadamske ceste gor, pa ni lih na en kup parkirišč, pa dejte se potruditi, pa hodite 2 uri gor, pa še 2 nazaj. Oštarija je pa tak, v bistvu prav v Lučah imaš 2. Okay. Čak, pa lahko B, pa pri vsaki obe. povej nekaj dobrega. Vsaki, Okay, da ne bo zdaj ena zbral. Ja. Ok, imaš gostišče Raduha, Okay. pri Medijete pa domače, kjer imaš, ne vem, koliko, pismo, 70-letne tradicije ali koliko, ampak je slow food, pa high class, pa pač deep wallet variant. Okay. Pol imaš pa lokalno gostilno, ki je včasih bila del zadruge in rekli se je gostilna kmet, noben tega ni rekel, je rekel, gremo v zadruge. In včasih je bilo ful zanimivo tam jesti, zato ker si vedno dobil en dan star kruh in ful riža, vse ostalo je bilo pa bolj malo. Zdaj pa imaš gostilno, ki se reče Prlampi Valjda. in je za lokalno, za lokalno gostilno je čisto super. No, je hudo. Se trudi, lahko se naješ, imajo burgerje, pice, kosila, malce, tako da. To je prav v Lučah, pa okoli imaš pa turistične kmetije, ki se tudi splača jih iti obiskati. Ja, okay. Pa pri Lampi je, se mi zdi, da kar ta klasično slovensko ime za oštarijo sred vasi, tako se mi zdi. Pa veš kaj je Lampa, zato ker so Luče. Še ta, boom. Ta mindfuck, Okay. to ne moreš verjeti, da je en tak brainstorming v Lučah naredil. Ne, okay, zdaj mi je kar všeč ratale resnico. Ja. Okay. Imaš pa še gostilne tudi, ne? Ja. Okay. Imaš pa- Zdaj pa ja. greva to, kar si prej na hitro omenil. Ti si tudi gledal Tiger Kinga. Ne? Tako in vse okoli njega. Boljše. Zdaj sem tako, le bom jaz, če dovoliš, pa sam pol se strinji, da naredim kratek sinopsis Tiger Kinga. Okay. Tiger King je v bistvu dokumentarc v bistvu o ene 3-4 ljudeh, ki v Ameriki imajo tigre. In ko rečem, da imajo tigre, imajo mnogo tigrov, govorimo več 100 tigrov. Ne, to ni nima o ljudeh, ki imajo 2 tigra doma. Ne. To so ljudje, ki imajo... To bi bilo še kul. bi bilo. In je grozen je v resnici. Grozen je, kaj s temi živalmi počnejo, to je pač dejstvo, pa vsi pravijo, da imajo živalske vrtove, s čimer se jaz že tako ne strinjam. Pač res grozni ljudje, ampak so pa taki liki noter, da je, sem hotel reči, da mejijo na parodijo, pa ni, je več kot to, ne. To je čez parodijo, je v resnici ta folk, ne. Nekdo je en komik, je ful dobro rekel, da če bi wrestling bil dejanska stvar. To so karakteri iz WrestleMania, ki imajo poleg norih karakterjev, ki bi jih lahko sam spisal, imajo še tigre. Ja. In leve, in pume, in vse. Ja. Vse. Ja. Mislim, zmešani so. Veš kaj je bila ena najboljših for, pa mislim, da ne bom nič spoilal onim, ki še niso gledali. Ko pride vmes do tega en tiger pričakovano, eni punci, ki tam dela, ki mislim, da bi bila tudi ona, da bi dovolila, da rečemo, da je punca. Čeprav mislim, da se trudi, da ne bi izgledala tako. Ja, jaz mislim, da je dejansko, Mislim, pač. Ker je bilo pojela neka kontroverzija, ker so jo vsi ši govorili, pa jo hoče biti hi v resnici, če sem prav razumel. Aha, to sploh vidiš, nisem videl, ampak sam tako po izgledu sem domneval. No, njej en tiger malo odgrizne en del roke. Malo.
Malo, ja. Mislim, več bi, če bi lahko čez une mehne rešetke ven dobil. Ja, to je res. Ja. Mimo grede, to je moj najljubša stvar na YouTubeu za gledati ljudi, ki pridejo blizu kletk in zveri jih zagrabi noter. Ja, ja. To bi jaz lahko res v lupu gledal cel Ja, dan. jaz imam to, ta Schadenfreude je zelo močen, ker jim res, ja, pač, zakaj, no. Niti Schadenfreude, vidiš, da znaš več nemščine, kot si šel. Ampak to, da si tako zmešan, da greš to delati. Ja. Pa jaz pa vedno to tako jemljem, če si zraven kletke podpiraš unga, ki je dal žival kletko, razumeš? In zaradi tega ni okej to, v resnici. Ma ja, to se ne sekiram jaz tukaj, ampak ne, v glavnem, če si zavolil fotke pripravljen umret, izvoli, prosim. Mogo bi imeti šanso, da živalski vrt, a pa kjerkoli ta ustanova, ima možnost, da se ti slikaš sred zveri. Ampak ampak na lastno odgovornost. Ja. Sam to, ko veš, da folk bi se najdel, ko bi mislil, Ja, jaz ta folk, ki ima tudi pri nas, jih je par, ki imajo te fotke s tigri na Facebooku, pa to je grozen stari. To je... Ja, predvsem iz, kaj že, iz Ja, Azija, ne, pač. Azije, tam, ko oni drugje. Ja, vse to, škira grozna zgodba je to zadnji. Mislim, to pa, da ti je to okej, pa se pa ful hvalaš s tem. Mislim, to je meni res ogabno. Tigri so samostane in so ščilirani. Ja, oni so tudi budisti, tele zmešani. Ja, točno to je. Ker ti res da vedeti, da folk nič ne ve v živaleh. No, dej, uni je roko, tiger. Roko in prva stvar, ki Joe Exotic reče, kar ni noben poudaril, je I'm never gonna financially recover from this. To je prva stvar, ki nekoga tiger skoraj ubije, ki lahko izkrvaviš. Ja. I'm never gonna financially recover for this. Pa uni res tako pol roke utrga, ne dlan, ne prste, pač pol roke utrga, to ni joke. Ja. To pač ni joke, ja. Ja, ne, no, mislim, ta dokumentarc, no in je bila cela ta neka scena, jaz sem ga full hypo na podcastih, sem rekel, dajte to gledati, ker nora zgodba, pač nora zgodba je. Zgodbe, nore zgodbe. In pa druga stvar, jaz mislim, da vsak normalen, zdaj že spet narekovaje delan človek, ki to gleda, ne, pač nočeš nič imeti s tem, oziroma te prepriča, da je to narobe, da imajo te ljudje toliko živali. Mislim, da ima ki je pol še ta živalski vrt v narekovajih naprej, je imel ful večji dobiček po temu. Ja, ne, sem pa zdaj gledal, a si gledal to reunion epizod, ki je bila? Ja, sem, ja. No, ker tam reče, da itak, ne, pač zdaj, ki je samoizolacija, je zamrl, pa da tudi prej, da je bilo dosti težko, kao, mislim, na ta način. Ja, zdaj, ki je samoizolacija, ja, ampak folk bo, če ne drugega, zaradi teh karakterjev hodil gledati. Ja, to je mogoče res, ja. Je pa manj tako, kot večini, s kateri sem se pogovarjal, ta ženska najbolj zloben lik. Ja, no, imamo tri ljudi, imamo tega Joe Exotica, ki je res pacient, mislim, to je... Ki je monogamist, gej, nadrogiran in... Misli, da poje. Misli, da poje, nekontroliran totalno. Čist, ja. Pol imaš to žensko, s katero sta ona dva skregana. Ja, ki kao rešuje živali, ne? Ki je 10 let prej vse to delala kot on, ubila 99%. Se pravi, ti si prepričan, da je ubila moža. Jaz sem ziher, da ga je ubila, stari moj. Ker je to model, ki veš, ki je bila una ženska, ki je skrbila za finance od moža, ki je will vzela, pa ga spremenila. Ja. Tam je bilo manj tako, ta baba ga je ubila. Okay. On je povedal prej, da ga bo ubila. Zastopiš in v testamente je pisalo, v primeru mojega izginotja, ne smrti. Mislim pa, kdo ta to notar, ja, se strinjam. Ja. Pa ne, koliko glupi policaji so mogli biti, da so bili tako, ja, to je totalno legit. On je vedel je. Ja. In zdaj fejka, na isti način gnar služi,
manjše tiste kletke realno Slab izgledajo, ja, jaz sem tudi to pomislil. Ja, slab izgledajo. Poleg tega je ta pička v Floridi, kjer je bestialno vroče. Ne, ona mislim, da ni. Ona je LA, a ni? Ne, mislim, A da je Florida je ona, ok, ja. Škjer je meni najslabši, škjer je meni najslabši drugače. Ki je imel harem, s čopom, Doc Entel ali karkoli je. On ni najslabši, zato ker njega vsaj šteka. On je dojel, da če bo imel tigra, bo imel tudi harem bab. To je res. Tudi za volji tega, da ima babe, je harem bab, ki jih ne plačuje, ampak jih sam žge. Ja, ti si je kul, stari. Je vzel totalno v zakup, da mladiče pol pobiva. Ja, grozen. Kar totalno verjamem. Ja, jaz tudi. Ampak on se bo najboljši zmazal. Ja, čeprav njega so tudi neki so ga areterali, pa neki, ne, sam, ja, jaz tudi. Areterali ga tudi, ker za to babo so na novo odprli primer tega umora, veš? A ja, so dejansko, okej, ja. Ker je po moje, še kjer policaja pa detektiv, ki je to gledal, je bil tako, kaj je pisalo tam? A veš? Ja, to je kar repsko, ja, da imaš v bistvu, ja. Pa tako, jaz sem še pol njen Facebook gledat, ne, kaj je ona Carol Baskin. Carol Baskin, ne. Ja, sem še pol gledat ta Facebook page. Ja, tiste zgleda ful impresivno, no, tako, gremo to reči. Oprosti, pa njena zgodba, kako sta se z bivšim možem, ki ga je ubila, spoznala. Ja, da je dal. Ona je hodila po ulici, poročena ženska, ki je bila skregana z dedom in je šla stran na sprehod in random 40 let starejši moški. Mislim, da 20, ali 20. A 20. Ja, 20 minimalno. Ja. Ampak mislim, da je bil še več. Ja, mogoče. Se ni važno. V glavnem, rečemo 20 let. Je po noč, zvečer, ne? Po noč, zvečer se vstal pa rekel, a greš z mano? Je rekla ne. In je šel naprej in še enkrat prišel s pištolo na zice in rekel, če se me bojiš, lahko imaš to pištolo in me ustreliš. Ja, in pa se je usedla v avto. In sta šla fuka direkt. Ja. In to je njena zgodba, ker te vidiš, ta baba, to ni variante, da je to res. Ja. Kvečma si je ona zapomnila zadnji prizor, predn ga je ubila, ker je rekla, pejt na to avto ali pa tem tle ustrelila. Ker moja teorija, ki je to bila, je ona hodila po ulici in on je mislil, da je prostitutka in se je ni mogel pol losa 20 let ali 10. Ok, to mi je pa v bistvu dosti dober pa. Ja, ok. Ampak tako, a ti priporočaš, da ljudje to gledajo, ne? Jaz priporočam, ne samo da gledaj, ampak da si zrihtaj enega tigra, ker so ful poceni. Ja, to je noro, ta star, tako reče, da ga lahko dobiš tako za 2 čuka ali neki. To je tok narobe. To je narobe. To ni ok, stari. Mislim, meni je super, ker, veš kaj je fora, ti bi za 2 ure, jaz nimam problema, da tigra kupiš, ampak ko ti pridejo ljudje delati kletke, bi ti za nalaž mogla biti nek conspiracy, da ti za nalaž naredi take kletke, da bo zdržala pol leta, pa 1 leto, da tiger zraste. Ja. In tam, ko ga futraš, da ko bo butno, da se bo na tebe podrlo in te bo lahko zravno požrl. Ker ta darvinizem bi mogel tako delovati. Ja. Ker ta psiha, da hočeš imeti tigra. To je, jaz ne vem, stari, to je bizarno. Mislim, jaz sem gledal, v Rusiji je to tudi ful popularno. Ja. Istak Arabski Emirati, Sauda Arabija še bolj. Sauda Arabija, itak, oni imajo afriške živali in Afričane, ki jim delajo. Oni so res v 15. stoletji premislili, sem gledal, koliko imajo slave laborja in si prodajajo te ljudi, vsaj za te panterje pa to, ki jih imajo, vsaj skrbi, stari moj. Ne, to je, ki si Ruse omenil, Bog je enkrat razlagal, ki je igral tam, ne, da je šel nek, on zelo prav, živalski vrt v narekovajih, ne. Oziroma v dvosobno stanovanje srednjo. Ne, tako, kletke pa to in je rekel, da še zdaj, da ne more pozavati, da je to grozen pač. Ne, mine. Ja. Ampak jaz sem gledal, v Rusiji je ful popularno, da se ljudje slikajo s temi zvermi, ali ti imaš, na primer,
medveda, pa karkoli, in folk ti plače, da družinske slike zelo zveri delajo. Ja. In sem gledal enega modela, ki je imel panterja, imel je leoparda, ki ni gepard. Leopard je ena izmed najbolj nevarnih stvari, Ja. ker pač to razfuk naredi, to je, ki se kolarka. In ko se enkrat te prime, če te ne bo ubil z gobce, te bo tako razmesaril, da ti bo vse ven padlo. Ja, razumem. In on ga pride v eno vilo in ljudje se slikajo s tem mačko. Ja. In ne samo odrasli, starši pripeljejo jim majhne froce, dojenčke. Ker Rusi so še pa tukaj fuknjeni, da ga niti ne dajo seditivo, da bi malo spal. On je pa ono flegma, če bo, vse vse smo Rusi. Če mečemo majhne otroke v zimske reke, bo še pa preživel, če mu ena mačka pač glave pol odgrize. Ja. Froce daj zravna, stari moj, in si tak, ko to gledaš, res upaš, da ne bo 3. svetovne vojne s temi Slovani, ker nas bojo Nimamo šans. Ljudje, ki so pripravljeni otroke svoje dati z zverjo, da se slikajo z njimi za prvo obhajilo, recimo. Veš, kaj mi je všeč? Z plastičnimi žlicami nas bojo pobili. Veš, kaj mi je všeč? Da rečeš zver, ne? Ker ni sam žival, ne? To je zver, ja, to je res. To je v bistvu tako mogli začeti to govoriti, ja, da so to dejansko zveri, ne? Ja, to je res, ja. Ki si zaslužijo biti na prostosti in tam, ki so, več ali manj. Tako da. Ne, tako ti jim povedal. To je isto, bolj nevarno ali pa isto nevarno kot, to sem liho zadnjič z enim menu, ker zdaj imajo, gleda se nekaj, spet se je na Facebooku ustanovila neka skupina za pravice živali, ki je pač 3 ženske brez dedu, šopaj naprej. Ti si res ne delaš slug, stari. Ti si res. Kapol. To ni. Ne, samo zato, ker vidim, da ne razume. Zdaj, oni so, vse so, živali so, kako bi rekel, they've humanized animals and dehumanized humans. Ja. In zdaj je vse zakolje umor in usemenjevanje je posilstvo. In meni je to najbolj bizarna primerjava, ker je tako, a ti misliš, da seks pri govedi je pa tako romantika nasploh, kot prvo, gre ta prvo v lucerno, pa je prinese en koš. Vem, a veš, kje? Čak, da ti povem, sam da razložim, zakaj v večini primerov, poleg seveda, da genetsko izboljšamo pač krave, Ja. Zakaj se umetnost imenuje? Zato, ker noben pri zdravi pameti ni pripravljen imeti 800-kilskega ali pa tonskega bika doma, da naskakuje krave, ker že tak pobije dovolj ljudi. Ker, ne vem, oni si vsi predstavljajo, da je to kar mirno, star. Veš, ne vem, če si kdaj bika. Ne, res nisem ta star. Res nisem. Tle na žalah, pri žalah ima nekdo krave in ima 900-kilskega bika zravno, stari. Lep limuzin, ki jaz sam čakam, da bo en sprehajalc rekel, dajmo ga pobožati. Sam ta trenutek čakam, kdaj bo en totalno spregledal one znake, ne se jih dotikati, stromi not, pa se probo z bike slikati. A škaj meni sam pri tebi všeč? Da imaš dejansko, ker te malo tudi bolj poznam, ti imaš dejansko ful enega spoštovanja do živali. Dejansko, to zdaj ne karikiram. Ti imaš dejansko ful enega spoštovanja, ampak potem s to stvar, retorika, o čim so vegetarijanci pa vegani, se mi zdi, zradiraš vso to dobro voljo, ki se ustvari pri spoštovanju do živali, ne? Veš, kaj mi sam gre v resnici na živce? Da ljudje, ki nikoli niso kmetovali ali pa vsaj imeli vrt, kmetem, ki že itak nič ne zasluži, pa dejansko se odpovejo vsem pametuje. Ja, to se... Jaz bi sam rad videl ljudi, ki se pej tih kmete, pa se z njima pogovarja, ne pa biti pogumen, pa udret sred Ljubljane v hlev, kjer ima nekdo 7 krav, ker je zelo praktično Pop TV pa RTV 3 km stran pa policijska postaja za ovinke, da se slučajno ne bi naredilo, da bi te en kmet z nekimi vilami zares nabuto. Ker če bi oni takrat, ker so tle bi dejansko šli v luče, dajmo reči.
ne bi bilo sploh v novicah, ampak garant bi po pol leta šele pogruntali, da se parkirani avti v lučah, za kjer noben ne ve od koga so. V glavnem. Zdaj gremo k zadnjim vprašanjem, ki so tudi vedno ista. V bistvu me sam zanima, kje si zdaj s telefonom. To me najbolj zanima. Povej. Istega imam. Se pravi, Huawei P20 Pro. Tako. Okay. To je isti, zadovoljen sem z njim. Ja. Edino steklo moram zamenjati gor, ki sem ga razbil. Valjda, klasika. Ja, ampak mislim, sem imel tega gor zaščitno. Ja, štekam. Ja. Drugače pa sem zadovoljen, računalnik imam še isti. Ja. Republic of Gamers. Čist gamer, najjači gamer. Igram se z lifeom. Pa v Jetija govoriš, ne? Ki je mimo grede od Boštjana. Ja. Gorenca pižame, ki mi ga enkrat posodil za Femiče in po moje pozabil na njega. In jaz sem ga imel tle v svojem stanovanju oziroma v pisarni, v škatli in sem se slučajno zdaj spomnil, da ga imam in zdaj govorim preko njega in moram pižame ga itek vrniti ali pa ga odkupiti. Ampak zdaj trenutno ne bom rinil k njemu, ker pač je korona. Ja. Sej, njemu sem jaz, aparatus, ljudje, ki podpirajo aparatus, ima vrhunski majk zdaj doma. Ampak ti tudi, če boš kupoval mikrofon, me poklič, ti bom povedal, kaj kup, ne Jetija kupovati. Sam to tem rekel. Ja, vsega ne bom, v bistvu sem ga ukradel. Ne, pol, če boš svoj majk kupoval, to mislim. Ja, verjamem. Jaz sem lik zdaj en majk kupil za telefon. Ja, ok, lepo. Ker sem zanč snemal, pa je tudi kar v redu delo, sam rabim pa mačko. Ne, mačko imam tale za USB-C daljši kabel, on ima direkt. Direkt, da bo lahko štekam, ja, ok. In rabim daljšega, zato ko unga, ki ga dobiš za mobitel, je tekle dolgo. Ok. Pa še povej 5 appov, ki jih dejansko uporabljaš, ajde, da te vidimo. 5 appov? Ja. Enega uporabljam, kaj nekaj se reče, ki je za višino mert nadmorska. Aha, ok. Pol uporabljam slabo, začel se je smejati. Calver, se mi zdi, da je, ki zračunaš, da bo je krave mile. Ok, redo, naprej. Čakaj. Ja. Pol uporabljam, kaj še uporabljam, pač kot app. Ali lahko poglej, ni panike. Še manj kjerga zdaj tega. No, daj. Mislim, Instagram se niti ni app, a je? Je. To šteje. 3, še 2, ajde. Instagram full. Čak, da vidim, če še kjer ga tek poleg tega. Zdaj sem tega uporabljal, čak, a ga najdu, da sem dobil nek video, ampak ne tega ne uporabljam za res. Ja, kaj uporabljam? Snapchat definitivno ne uporabljam. Ja, to smo obupali vsi, se mi zdi, ja. Vsi smo obupali razen po moje pedofili, ki išče in mehne froce. Ok, hvala za to. Ampak bomo realni, če si star 30 let. Povej še 2 appa, ne bom ti sploh pustil, povej še 2 appa. Je pač Facebook van gor, ki ga... Ok, Facebook še enga. Snemalnik zvoka imam, ampak to je pač noter. Ja, ok, pa sto legit, sto v redu. Ampak ti ga ful uporabljam zdaj trenutno spet. Ja. Da si fore not govorim, pa to pa da. Okay. Malo bite delam, ne vem zakaj. Malo odločil sem se bom posnel in par komadov bom naredil. To, ko mi čakam, te star. Prosim, neš povedati, to ne bo dosti teaserja, jaz sem nekaj že slišal. Prosim, jaz ko mi čakam to. Res komi čakam to. Zdaj pa zadnje vprašanje, ne, ki je vedno isto, ena omiljena stvar, ne, ki je bila narejena zate, ki ni tvoja babi. Ne. Zdaj na zadnje, ki si bil, si rekel, da je to čelada. Ne. Koga? A? Kakva stvar? Je to ena stvar, ki misliš, da je bila narejena zate, a ne? To je moje zadnje vprašanje vedno. In na zadnje, ki si bil, si rekel, da je to čelada, zdaj lahko to še imaš, lahko nimaš več, a ustrajaš pri čeladi, ali bi kaj drugega izpostavil. Da je meni ful presrce, misliš reči, da ne? Ja. Čakaj, motika. Ok.
Motika. Veš zakaj, ker sem jih zadnjič dejansko je par nasadil. Aha, Veš kaj sem si kupil, sem tukaj sred kriznih časov. povej. Rezbarsko orodje, ker bom očitno kot hobi začel delati kipe. Ne bom slab. Gašper, najlepša hvala, ker si se vzel čas. Z veseljem. Ja, lahko rečeš adijo. Lahko, ampak ne bom. Ne, seveda bom. Adijo, hvala, ker podpirate aparatus. Poslušajte tudi Femiče. Ja, poslušajte Femiče, ja, to je res. Ja. No, in uživajte. Hvala, Anže Tomič. Wir sehen uns hoffentlich bald. Okay. Ciao. All right.